Če si pač izpostavljen samo enemu jeziku, je pač tako. Je težko. Kar je še smešno, oni, ko imajo kakšno reportažo za dnevni, za poročila, pa grejo v tujino in imajo intervju, ne vem, nek potres je bil, kaj se je zgodilo, pa to, celo izjave sinhronizirajo. Dobesedno. To, kar mi naredimo, ki ne vem, 2 stavka pove, grozno je bilo, vse se je porušilo, oni to sinhronizirajo. Mislim, da do njih še ni prišla tehnologija podnapisov. Poznajo samo sinhronizacijo. Enkrat sem gledala njihove podnapise, ne vem, zakaj je točno bilo. Kolikor smo mi bili slabi na začetku za sinhronizacijo, so oni taki s podnapisi. Sploh nimamo feelinga, koliko lahko napišeš, koliko časa mora biti gor napis. Preveč teksta na skrinu. To je tisto, kot cel ekran spodnji. Pač grozno je res. Že ko sem jaz začenil recimo z prevajanjem podnapisov, pa sem bil čist ljubiteljski in smo imeli ljubiteljske skupine, so mi dali spisek, poglej, to je omejitev vrstic, omejitev znakov na vrstico, ne vem, tukaj ločila uporabljaš. To se naučiš, ampak celoten pravopis, že ljubitelji pri nas, sploh pa profesionalni, ki ne delajo, ful me preseneča. Verjetno so kakšne take kontraintuitivne zadeve, na katere nujno ne pomisliš, ko zgolj gledaš. Ja, pa tudi, ko prevajaš, jezik ni enak kot v knjigi, ampak je bolj dialog. Torej, tudi jezik je drugačen, kako v bistvu nastopiti k prevajanju, pa stil prevajanja je drugačen, kot naprimer v knjižnih izdajah ali pa, ne vem, na spletu in tako naprej, kjer pišeš bolj v prozi. Tukaj je pa ni ne v bistvu poetski, ne proza, ampak je nekaj vmes. Govor v tekstu. So it's kind of different in če nimaš pač industrije okoli tega že sestavljene tako profesionalne, kako boš potem recimo se naučil. So it's very trial and error, I guess, če so še na tej stopnji.